Vox Hermes, študentski podcasti, ki za vas predstavljajo vse o skrbi za zdravje, aktualnih dogodkih in napredkih v medicini. Svet se danes sooča z epidemijo debelosti, ki sabo prinaša srčno-žilne, presnovne in druge bolezni ter upad zdravja v populaciji. Po drugi strani pa imamo tudi vedno več diet, ki želijo tem negativnim trendom nasprotovati. No, o eni izmed starejših, ketogeni dieti, se bomo pogovarjali tudi danes, ko je z nami profesorica dr. Katarina Trebušak-Podkrajšek. Bi nam za začetek mogoče razložili, kaj v bistvu je ketogena dieta? Ketogena dieta, kot že ime pove, je v bistvu način prehranjevanja, ki omogoča nastajanje ketonskih spojin. Da dosežemo to sintezo ketonskih spojin, moramo v bistvu spremeniti povsem ta ustaljen način prehranjevanja, kar pomeni, da je potrebno zelo zmanjšati vnos ogljikovih hidratov, nekoliko tudi zmanjšati vnos proteinov, nadomestijo se pa ti ogljikovi hidrati in proteini z večjim vnosom maščob. Se pravi, to je ta osnova ketogene diete. Zdaj, ta dieta je bila v bistvu prvič predstavljena že pred več kot 100 leti, takrat z namenom zdravljenja epilepsije. Potem je pa nekako v 80 letih prejšnjega stoletja malo izgubila zanimanje javnosti, predvsem strokovne javnosti, zaradi tega, ker se je razvil kar nekaj protiepileptičnih zdravil. Se pravi, da so bile druge boljše možnosti zdravljenja, ne. Kasneje se je pa potem spet povečal interes tako strokovne kot laične javnosti za to dieto iz dveh razlogov. Prvi je bil ta, da so ugotovili, da nekateri bolniki se ne odzivajo dobro na ta protiepileptična zdravila, tako da so zopet začeli uporabljati to dieto. Drugi je bil pa ta, da so se pojavile nekatere modifikacije te zelo stroge, klasične ketogene diete, in sicer z namenom zmanjševanja prekomerne telesne teže. Se pravi, to je bilo pa tisto, kar je res veliko prepoznavnost te diete spodbudilo, se pravi z namenom hujšanja, ne. Zdaj, kaj doseže ta dieta? V bistvu na nek način doseže takšne biokemične spremembe v metabolizmu, kot se običajno zgodijo pri stradanju. Kar pomeni, da tisto osnovno metabolično gorivo niso več ogljikovi hidrati, predvsem iz prehrane, a ne, ampak to postanejo v bistvu metabolična goriva iz naših zalog, recimo iz zalog maščevja, iz zalog proteinov. V primeru stradanja, a ne, se to zgodi, v primeru diete so pa maščobe, ki jih pridobimo s prehrano, a ne. Se pravi, to je ta namen te diete, nekako približati se stanju v primeru stradanja. Pri ketogeni dieti torej naša tkiva porabljajo ketonske spojine namesto glukoze do neke mere. Bi lahko mogoče razložili, kaj so ketonske spojine in v čem je glavna razlika med metabolizmom glukoze in metabolizmom ketonskih spojin? Ketonske spojine so v bistvu spojine, ki se sintetizirajo izključno takrat, kadar nad metabolizmom prevladuje glukagon. Med ketonske spojine prištevamo aceton, acetoacetat in pa beta-hidroksibutirat. Zdaj, zakaj se sintetizirajo takrat, kadar prevladuje glukagon? Zato, ker ko prevladuje glukagon, je metabolizem usmerjen k izrabi energetskih zalog, ki jih imamo, se pravi maščevja, pa tudi proteinov, ne. In se pravi, maščevje pride do lipolize, sproščajo se maščobne kisline, a ne. Te sicer omogočajo nastajanje energije, energetsko bogatih spojin, pa tudi acetilkoencima A. In ta acetilkoencim A se v bistvu preusmeri v sintezo ketonskih spojin. Delno se lahko acetilkoencim A pridobiva tudi iz metabolizma, iz razgradnje aminokislin, ketogenih aminokislin, ne, ampak to ni večji del, ne predstavlja večji del substratov za sintezo ketonov. Zdaj, ketonske spojine se sintetizirajo večinoma v jetrih, se pravi izključno, kadar prevladuje glukagon nad metabolizmom, medtem ko njihova poraba pa poteka
kot metaboličnega goriva, pa poteka v perifernih tkivih. Posebej pomembna je pa poraba teh ketonskih spojin v možganih, zaradi tega, ker možgani so nekoliko posebni, ker njihovo primarno metabolično gorivo je glukoza. In če mi stradamo oziroma če ne vnesemo dovolj ogljikovih hidratov, ne morejo maščobne kisline pokriti teh energetskih potreb, ketonske spojine jih pa lahko, ne. Zdaj, bistvena razlika med metabolizmom glukoze in metabolizmom ketonskih spojin je ta, da v bistvu ketonske spojine omogočajo hitrejše pridobivanje energije iz same spojine kot iz glukoze, ker tam je več, se pravi, glukoza mora najprej vstopati v glikolizo, potem nastane piruvat, se pretvori v acetilkoencimat, ta vstopa v citratni cikel, dihalna veriga, oksidativna fosforilacija, ne, se pravi, precej stopenj imamo. Iz ketonskih spojin pa direktno lahko acetilkoencimat dobimo in ta lepo že vstopa v citratni cikel in potem naprej in je v bistvu hitrejši način pridobivanja energije. Hkrati je pa tudi zelo učinkovit način, ker namreč iz ene molekule beta-hidroksibutirata lahko pridobimo več kot 20 molekul ATP, kar je pa zelo, zelo učinkovito glede na število C-atomov, ki jih imamo na voljo v taki spojini, ne. Omenili ste možgane, zdaj kakšen vpliv imajo ketonske spojine na možgane oziroma živčevje? Ja, kot sem rekla, ne, ketonske spojine predstavljajo alternativni vir energije za možgane v primeru, ko ni na voljo glukoze. Zdaj, značilnost ketonskih spojin je, da lahko vstopajo, prehajajo krvomožgansko bariero, a ne. Recimo, dolgovrižne maščobne kisline imajo tukaj veliko težavo, a ne. In zato pač so možen vir energije za možgane. Se pravi, ko vstopijo v možgane, se pretvorijo v acetilkoencimat in potem naprej omogočajo pridobivanje energije, se pravi, da so gorivo, ki omogoča pridobivanje energije. Dejstvo je pa, da so raziskave pokazale, da imajo ketonske spojine še nekatere druge funkcije. Zdaj, te raziskave so nekoliko so si včasih nasprotujoče, ampak v splošnem velja, da so dokazali, da imajo recimo ketonske spojine antioksidativni učinek v možganih, tudi protivnetni učinek, delujejo tudi nevromodulatorno, nevroprotektivno v resnici, a ne, ker spremenijo sintezo nevrotransmiterjev, potem tudi nekako spodbudijo biogenezo mitohondrijev, se pravi, da je to delovanje širše od tega osnovnega pokrivanja energetskih potreb, no. In iz tega tudi izhaja ta njihova uporabnost v nekaterih določenih bolezenskih stanjih. Vemo, da so ketonske spojine precej povezane z diabetično ketoacidozo, ki se pojavlja pri diabetesu tipa 1. Zakaj je to stanje tako nevarno in kakšna je vloga ketonskih spojin pri tem? Ja, res je, diabetična ketoacidoza je zelo življenje ogrožajoče stanje, a ne. Je posledica neurejene sladkorne bolezni tipa 1, kar pomeni, da takrat, kadar je izredno visoka koncentracija glukoze v krvi, zaradi tega, ker je pač prisotno pomanjkanje inzulina, zopet prevladuje glukagon. In kadar prevladuje glukagon, se zopet začnejo rekrutirati zaloge metaboličnega goriva iz zalog, a ne. Se pravi, kljub temu, da imamo veliko koncentracijo glukoze v krvnem obtoku, se dodatno poteka lipoliza, se pravi, da se maščevje, da se pač poteka razgradnja zalog maščevja, poteka razgradnja proteinov, a ne, kar omogoča še dodatno pridobivanje teh metaboličnih goriv. Iz proteinov se lahko sintetizira še dodatno glukoza, iz maščobnih kislin pa nastane zopet acetilkoencimat, ki se usmeri v sintezo ketonskih spojin, a ne. In posledica take iztirjanja sladkorne bolezni tipa 1 je izredno visoka koncentracija glukoze, pa tudi izredno visoka koncentracija ketonskih spojin. Mnogo višja kot recimo v primeru stradanja. In ker pride do tako izredno visokih koncentracij ketonov in glukoze, to vodi v diurezo, kar še dodatno poslabša stanje, a ne. In posledica je hiperosmolarnost, se pravi spremembe v ravnotežju vode, elektrolitov, a ne, kar pa seveda vodi v acidozo, v veliko iztirjanje metaboličnih procesov in tudi iztirjanje živčnega sistema, kar pa potem se lahko tudi kaže kot koma in lahko tudi na koncu vodi v smrt, a ne. Zato je res ključnega pomena, da se dovolj zgodaj prepoznava ta zaplet sladkorne bolezni tipa 1. Kakšna je pa vloga ketonskih spojin pri povišanem vnosu alkohola?
Ja, tukaj je zgodba majčkeno drugačna iz preprostega razloga, ker ko mi vnašamo alkohol v svoje telo, s tem v bistvu tudi metabolično gorivo na neki način vnašamo, ne. Pri razgradnji etanola nastane kar precej acetilkoencima A in tudi NADH, se pravi, da smo energetsko na neki način pokriti, a ne. Zdaj, ta acetilkoencim A se potem pri nekem alkoholiku lahko usmeri v sintezo maščobnih kislin. Zdaj, problem se pa pojavi, kadar kronični alkoholiki pogosto pozabljajo na prehrano, a ne, se pravi, njihova prehrana je kar alkohol, so alkoholne pijače, a ne, in kar pomeni, da je vnos drugih hranil zelo nizek. In če ni vnosa hranil, zopet prevlada glukagon, in če prevlada glukagon, se iz acetilkoencima A ne bodo sintetizirale maščobne kisline, ampak se bo ta acetilkoencim A zopet usmeril v sintezo ketonskih spojin, a ne. In smo spet pri tej zgodbi, da se pač preusmerijo te acetilkoencima v sintezo ketonov za namene pokrivanja energetskih potreb tkiv, ki ne morejo izrabljati teh maščobnih kislin, a ne. Zdaj, dejstvo pa je, da ketoza, ki se pojavi pri alkoholiku, ne bo nikoli tako huda kot recimo pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 1, a ne. Zakaj pa to? V bistvu se vseeno, tam so problem še druge dodatne procesi, ki potekajo, recimo hiperosmolarnost, do katere pride zaradi izločanja vode, ne, pri hiperglikemiji, potem to elektrolitsko neravnovesje, a ne, in to, tam je kot nek začaran krog, ker hkrati, ko imamo visoko koncentracijo glukoze pri diabetiku, se še dodatno glukoza sintetizira iz proteinov, a ne, in ves čas se dodatno sintetizirajo ketoni, a ne. Pri alkoholiku pa vseeno ne bo to neko res dolgotrajno stanje, ne, verjetno en dan ne bo jedel, naslednji dan bo pa zaužil neki obrok in se bo stvar nekako normalizirala, a ne. Zato te koncentracije ne bodo tako zelo hude, a ne. In tudi alkoholike redko pripeljejo na urgenco zaradi ketoze, a ne, medtem ko diabetiki je pa bolj problematično, a ne. Če se vrnemo na ketogeno dieto, ima lahko kakšne pozitivne učinke na naše telo oziroma pri katerih boleznih naj bi se lahko uporabljala? Pozitivnih učinkih je težko govoriti, a ne. Zdaj, vsekakor, kot sem že na začetku rekla, a ne, je bila ta dieta razvita z namenom zdravljenja epilepsije. In še zdaj se uporablja pri tistih bolnikih, ki se ne odzovejo dobro na protiepileptično zdravljenje, a ne. Potem uporablja se ta dieta tudi pri nekaterih redkih vrojenih boleznih presnove, kot je recimo deficienca GLUT1 transporterja, potem okvara piruvat dehidrogenaznega kompleksa. Se pravi, to so redke prirojene bolezni presnove. Se pravi, v teh primerih je medicinska indikacija za takšno dieto, a ne. Se pa v zadnjem času uporablja tudi pri nekaterih drugih boleznih, pri tem, da moramo tukaj poudariti, da pri teh drugih boleznih ni dovolj dokazov, da je takšna dieta v resnici učinkovita, predvsem pa ni dovolj dokazov o varnosti takšne diete. Recimo uporablja se lahko, ugotovili so na primer, da ketoni na neki način zboljšajo senzitivnost tkiv za inzulin. In zato se v nekaterih primerih uporablja tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Potem uporablja se tudi pri dopolnilnem zdravljenju nekaterih nevrodegenerativnih bolezni, prav zaradi tistega nevroprotektivnega delovanja ketonov, ki sem ga že prej omenjala, pa antioksidativnega delovanja, a ne. Potem recimo tudi pri sindromu policističnih ovarjev iz istega razloga, a ne, ker da se zboljša senzitivnost tkiv na inzulin. Tudi so raziskave, ki kažejo nek učinek pri dopolnilnem zdravljenju rakavih obolenj, ampak pri vseh teh boleznih je ključno, da imamo v mislih, a ne, da tukaj je premalo dokazov, da bi bila ketogena dieta že umeščena v smernice za zdravljenje teh bolezni. Predvsem ni dokazov o učinkovitosti, pa ni dokazov o zdravljenju, varnosti takšnega zdravljenja, a ne. No, še ena stvar, ki se je pa izkazala, je pa tudi ta, da v bistvu takšna dieta omogoča izgubo telesne teže, a ne. Tukaj je pa več dokazov.
V bistvu se je pojavilo kar nekaj modifikacij te klasične, stroge ketogene diete, a ne. Mogoče, če poudarim, a ne, ta klasična ketogena dieta je sestavljena tako, da v bistvu je razmerje maščob, ki se jih vnese proti razmerju proteinov in ogljikovih hidratov, približno 4:1. Kar pomeni, da 90% energetskih potreb pokrijemo iz maščob, približno 8% iz proteinov in samo 2% iz ogljikovih hidratov. In takšna dieta, ki ima tako zelo visoko delež maščob, je v bistvu izredno nasitna, ne. Tako da se je izkazalo, da kljub temu, da te prilagojene verzije diet, recimo Atkinsonova dieta pa South Beach dieta, a ne, ne omejujejo vnosa, celokupnega vnosa hranil, je v bistvu kljub temu vnos hranil veliko manjši, zaradi tega, ker so izredno nasitne te diete, a ne. In so dokazi, a ne, da ta dieta je učinkovita pri zmanjševanju telesne teže, ni pa kakšnih resnih dokazov, da bi bila izjemno bolj učinkovita kot recimo diete, kjer je zmanjšana vsebnost maščob, ali pa diete, kjer je samo zmanjšan vnos kalorij, a ne. Se pravi, da tukaj ni nekih zelo zanesljivih dokazov, da je mnogo bolj učinkovita. Je pa nekako učinkovita, a ne. Tako da to je pa mogoče še ena taka pozitivna plat takšne diete, a ne. Se pravi, veliko se uporablja za uravnavanje telesne teže. Ima lahko kakšne negativne oziroma neželene učinke na naše telo? Ja, velik problem ketogene diete je ravno ta, da največji delež hranil, ki jih vnesemo, predstavljajo maščobe. Zdaj, stroga ketogena dieta prepoveduje vnos sadja in izjemno omejuje vnos zelenjave. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko pride do pomanjkanja nekaterih mikrohranil, posebej pri recimo dolgotrajni uporabi takšne diete, recimo mineralov, vitaminov, selen, kalcij, a ne, sta lahko problematična. In to recimo posebej pri otrocih lahko vodi v resen zastoj v rasti in razvoju. Potem zapleti pri takšni dieti so lahko tudi recimo ravno zaradi tega pomanjkanja mikrohranil lahko tudi pride do hipoproteinemije, se pravi zmanjšana sinteza proteinov. Potem recimo dokazano je bilo, kar je zelo pomembno, da je spremenjen lipidni profil pri teh bolnikih. Zdaj, ta spremenjen lipidni profil je v smeri porasta HDL holesterola, kar je ugodno, a ne. Hkrati pa so tudi nekatera poročila, ki kažejo na to, da pride do porasta LDL holesterola. To je pa manj ugodno, a ne, ker lahko vodi v dodatne zaplete, kar se tiče ateroskleroze, kar se tiče bolezni srca in ožilja. Potem recimo neka poročila so tudi, da lahko pride do ledvičnih kamnov, da lahko potem so pač opisani zapleti takšne diete, a ne. Tako da je potrebno biti zelo previden pri uporabi takšne diete, posebej pri dolgotrajni uporabi, ne. Bi rekli, da so kakšne kontraindikacije oziroma kakšni ljudje, ki se sploh ne bi smeli posluževati takšne diete? Potrebno je biti previden, če govorimo o nekih bolnikih, ki imajo recimo sladkorno bolezen, kardiovaskularne bolezni, potem recimo različne kronične bolezni, tukaj se je potrebno posvetovati z zdravnikom, a ne, ni priporočljivo na svojo roko se takšnih diet posluževati. Zdaj, pri tistih bolnikih, ki imajo pa jetrne bolezni, različne bolezni pankreasa, tukaj je pa še posebna previdnost potrebna, a ne. Zaradi tega, ker takšna dieta je kar obremenitev za jetra in recimo tudi dokazali so porast jetrnih encimov po dolgotrajni uporabi, a ne. In če je že neka predobstoječa jetrna bolezen, se ta situacija še lahko poslabša. Še ena stvar, ki je pomembna, je pa to, da bolniki, ki pa imajo znane metabolne motnje prirojene motnje v metabolizmu maščobnih kislin, njim je pa resno odsvetovana ta dieta, zaradi tega, ker ne bodo mogli izkoristiti hranil, ki jih bojo zaužili, a ne, ker bodo to večinoma maščobe.
Kako bi pa razložili tako imenovano keto gripo, ko ljudje na tej dieti prehajajo v ketozo in so utrujeni, imajo glavobol, zadah po acetonu? Ja, keto gripa je v bistvu takšen laičen izraz, a ne, ki opisuje znake, ki se pojavijo ob uvedbi ketogene diete. Se pravi, čisto na začetku, ko se telo še privaja na nov režim prehranjevanja, ne. Zdaj, seveda si moramo predstavljati, da če gremo iz neke običajne diete, ki ima večinoma ogljikove hidrate, na neko dieto, ki v veliki večini vsebuje maščobe, je treba tudi metabolizem prilagoditi temu, a ne. Ne samo, da se mora prilagoditi recimo koncentracije encimov, ki bodo lahko omogočale presnovo teh spojin, a ne. Spremeni se tudi elektrolitsko ravnotežje vode, a ne, in vse to verjetno vpliva na pojav teh znakov, a ne. Najpogostejši te znaki spadajo v skupino mišičnih znakov, se pravi, da je neka mišična šibkost prisotna, potem nevrološki, kot je recimo glavobol, a ne, utrujenost, tudi potem prisotne so pa tudi gastrointestinalne težave od bruhanja, slabosti, ampak načeloma velja, saj ena malo večja študija je bila na otrocih narejena, da ti znaki se pojavljajo nekako tretji dan po uvedbi diete, v 2 tednih pa preminejo, ne, se pravi, ko se telo popolnoma adaptira na ta nov način prehranjevanja, ne. Kaj pa zadah po acetonu? Ja, zadah po acetonu je v bistvu nekaj normalnega pri ketogeni dieti. Gre za to, da aceton, eden izmed ketonskih spojin, je pač hlapen in se lahko zato izloča preko pljuča, ne. Recimo acetoacetat, beta-hidroksibuterat se pa preko urina lahko delno izločata, a ne. Tako da to je prisotno, dejstvo pa je, a ne, da pač to je povezano s keto dieto, a ne, res je pa, da včasih pri kakšnem bolniku s sladkorno boleznijo tipa 1, ki ne sledi dobro svoji bolezni, ki se ne meri redno ketonov, a ne, no, pri takem bolniku bo pa mogoče okolica prej prepoznala, da gre za neko ketoacidozo, če sam ne bo meril ketonov, a ne, tako da mogoče včasih je pa celo koristno zaznati ta sladkast vonj po acetonu v izdahu, ne. V čem je namen merjenja ketonskih spojin v urinu in v krvi? Pri bolniku s sladkorno boleznijo je to ključen način vodenja urejenosti sladkorne bolezni. Tako da tam je seveda izjemen pomen, a ne. Res je pa, da recimo običajno se določajo ketonske spojine v krvi ali pa v urinu. Zdaj, v lekarnah so tudi prosto dostopni testni lističi za določanje ketonov v urinu. Zato se pogosto osebe, ki so na ketogeni dieti z namenom recimo izgube telesne teže, a ne, poslužujejo tega določanja, zaradi tega, da vejo, ali so ketoni pri njih se sintetizirajo in da lahko nekako prilagodijo to svojo dieto, se pravi, da zmanjšajo vnos ogljikovih hidratov, če je potrebno, a ne. Zdaj, kar se tiče določanja ketonov v urinu in v krvi, je potrebno imeti v mislih par stvari. Namreč prva je ta, da testni lističi, ki so namenjeni za določanje ketonov v urinu, določajo samo acetoacetat. Medtem ko v testih, ki se izvajajo v vzorcu krvi, v recimo medicinskih laboratorijih, se pa določata tako beta-hidroksibuterat kot acetoacetat, se pravi, je bolj natančen takšen test, a ne. Potem je pa še nekaj treba imeti v mislih. Urin je tak sicer hitro in enostavno pridobljiv biološki vzorec, ampak je zelo spremenljiv, a ne. In bo bistvena razlika, ali bo neka oseba določala ketone v jutranjem urinu, ki bo koncentriran, ali pa v nekem naključnem vzorcu preko dneva, a ne. Potem bo ta koncentracija ketonov tudi odvisna od hidracije. Hidracija bo močno vplivala na to koncentracijo ketonov, tudi fizična aktivnost bo zvišala koncentracijo recimo, a ne. Tako da je treba biti previden pri meritvi, a ne. In predvsem se pa treba zavedati tega, da iz gledišča stradanja je izločanje ketonov z urinom v bistvu izguba metaboličnih goriv.
Ne? In do tega bo prišlo šele takrat, ko bo koncentracija v krvi visoka. Ne? Tako da v bistvu lahko je vaša dieta na nek način uspešna, pa imate neko določeno ketozo prisotno, pa kljub temu ne boste zaznali ketonov v urinu. Ne? Bi vi svetovali uporabo ketogene diete komurkoli in če ja, komu? Ja, to je zelo nehvaležno vprašanje. A ne? Zdaj, jaz bi rekla tako. Za namene zdravljenja, se pravi epilepsije, prirejenih motenj določenih, a ne, bo takšno dieto seveda predpisal zdravnik, ki jo bo zelo natančno načrtoval in ki bo imel medicinske razloge za uvedbo take diete. A ne. Zdaj, problematična je uvedba takšne diete z namenom zdravljenja določenih stanj, kjer ni uradnega priporočila za to uvedbo. A ne. So nekateri dokazi, da bi lahko bila ta dieta učinkovita, vendar, kot sem že rekla, je teh dokazov premalo, predvsem pa ni dokazov njihovi varnosti. Kljub temu, če se posameznik odloča za neko takšno dieto, res priporočam, da se to naredi kljub samo v dogovoru z zdravnikom. A ne. Zaradi tega, da je to kontrolirano in da je dobro načrtovano. Še posebno je to načrtovanje diete ključno pri otrocih, zaradi tega, da ne pride do pomanjkanja določenih mikrohranil. Ne. Morda je, ne glede na to, ali gre za otroke ali za odrasle, ključno, da se posvetuje posameznik z dietetikom, a ne, da se takšna dieta res dobro načrtuje. Pa še posebno pozornost je pa treba posvetiti bolnikom, ki imajo neke kronične bolezni, preden se odločajo za takšno dieto. Ne. Tako da, če se odločate za takšno dieto, priporočam razmislek in posvet z zdravnikom ali pa dietetikom v izogib kakšnih težav kasneje. Hvala vam za sodelovanje in za zelo zanimiv pogovor. Vse naše poslušalce pa vabim, da si ogledajo tudi druge podcaste na našem kanalu, kot na primer zadnjega, ki je govoril o morebitni uporabi pajkovega strupa za lajšanje bolečin. Do njega in tudi drugih lahko dostopate preko linkov v opisu. Prav tako vas vabim, da lajkate, šerate in se naročite na naš kanal, da boste tudi v prihodnje lahko spremljali naše videe in nam tako omogočili nadaljevanje našega dela. Hvala za ogled, se vidimo naslednjič.